Spoštovani člani, spoštovane članice, cenjeni gostje in cenjene gostje. Dragi prijatelji, drage prijateljice. Slovenska demokratska mladina praznuje 27 let. 27 let aktivnosti, prijateljstva in 27 let prizadevanj v dobro mladih, v dobro Slovenije. Naše dejanja so globoko prepletena z ljubeznijo do slovenskega naroda in z ljubeznijo do domovine. Želimo si dostojno prihodnost, zato smo bili prvi, ki smo javno in odločno rekli ne totalitarnem režimu. Kot prva organizacija pa smo že marca 1990 s pobudo Svoboda za Slovenijo zahtevali razpis referenduma za samostojnost Slovenijo. Slovenska demokratska mladina ni muha enodnevnica. Postavili smo temelje slovenski mladinski politiki. Smo ena izmed ustanoviteljic Mladinskega sveta Slovenije. Na našo pobudo pa je bil ustanovljen tudi Urad Republike Slovenije za mladino. Žal pa sta delo in trud slovenske demokratske mladine pogosto prezrta. Predlogi, predvsem tisti, ki so v dobrobit mladih, nemalokrat ostanejo v predalih vladnih uradnikov, mediji pa nas načrtno ne vidijo in ne slišijo. Kljub vsem polemom pod noge, pa smo uspeli najti svoj prostor tudi na mednarodnem parketu. Slovenska demokratska mladina je polnopravna članica International Young Democrat Union, podmladka Mednarodne demokratične unije, kjer funkcijo podpredsednice zaseda naša mednarodna sekretarka Tinkara Oblak, ki je tudi članica Evropskega mladinskega foruma. Slovenska demokratska mladina je polnopravna članica JEB-a, podmladka Evropske ljudske stranke. Od leta 2008 pa tudi polnopravna članica najstarejši Evropski zvezi desno-sredinskih političnih podmladkov DEMIK. Za nami je dolga in uspešna pot. Pred nami pa številni izzivi, tudi prepreke. Vendar ne bomo obupali. Prihodnost je naša. Imamo znanje, imamo pogum in imamo izkušnje. Torej, lepo pozdravljeni na 27. obletnici Slovenske demokratske mladine. I got
Dobrodošli v Leskovcu pri Krškem. Ob tej priložnosti pozdravljava predsednika SDM in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Žana Mahniča. Člane in članice izvršilnega odbora SDM. Predsednike in predsednice regijskih koordinacij SDM. Ter gostitelja 27. obletnice SDM, člana izvršilnega odbora SDM, Janeza Jožeta Olovca. Lep pozdrav pa tudi našim kolegom iz nove generacije in predsedniku Mladinskega sveta Slovenije. Veseli me, da lahko pozdraviva tudi številne goste. Predsednika občinskih odborov SDS Krško Jožeta Olovca. Predsednike občinskih odborov, državne svetnike, člane in članice izvršilnega odbora SDS, poslance in poslanke Slovenske demokratske stranke v Državnem zboru Republike Slovenije, evropsko poslanko Patricijo Šulin, generalno sekretarko Slovenske demokratske stranke in častno predsednico Slovenske demokratske mladine, gospo Alenko Jeraj. V posebno veselje in čast pa nam je, da lahko med nami pozdravimo tudi podpredsednico SDS, gospo Jelko Godec. Preden dava besedo gostitelju, pa na oder vabiva glasbeno skupino Mjav s pesmijo Zelena dežela.
pa na oder vabiva gostitelja letošnje 27. obletnice SDM, člana izvršilnega odbora Slovenske demokratske mladine, Janeza Jožeta Olovca. Lep pozdrav še z moje strani. Najprej se vam naj zahvalim za tako številčen obisk pri nas v Leskovcu pri Krškem. Veseli me, ko pogledam po dvorani in vidim toliko ljudi, posebej še mladih obrazov, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v naši preljubi Sloveniji. Pravijo, da je življenje sprehod in da si moraš na tem sprehodu že v začetku poiskati neko palico, na katero se boš opiral, ko pot postane naporna in da boš z njo prehodil kar se da uspešno pot. Problem je v tem, da si večina ljudi ne poišče prave palice, ki je trdna, močna in ti bo nudila podporo skozi cel sprehod. Veseli me, da smo tisti, ki smo danes tukaj zbrani, našli to svojo oporo v pravem smislu, da nam je za stvar, da nam ni vseeno in nismo pasivni opazovalci. Vesel sem, da smo takšni ljudje, predvsem takšni mladi, danes zbrali tukaj v Leskovcu pri Krškem, kjer sem doma. Zase pravimo, da nismo mesto, niti vas, smo nekaj vmes. Tudi zase pravimo, da tukaj živimo ljudi, ki dobro v srcu mislimo, kakor bi rekel naš največji slovenski pesnik, France Prešeren, ki ravno danes bi praznoval rojstni dan. Tudi njemu je bilo všeč pri nas. Nekateri menijo, da je prav narava v Leskovcu pri Krškem pritegnila njega do tega, da je tukaj napisal Zralico, na Šrajberskem turnu, se pravi na Leskovškem gradu. Upam, da se boste v naši družbi tudi vi dobro počutili in preživeli prijeten večer. Pa naj bo to navdih za nove izzive, ki si jih želimo doseči v prihodnosti, ali pa zgolj koristno, kreativno druženje. Prijeten večer še naprej. Janez, hvala za gostoljubje. Na odru pa se nama naj pridruži častna predsednica Slovenske demokratske mladine in generalna sekretarka Slovenske demokratske stranke, gospa Alenka Jeraj. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Kadar se zberemo v takile priložnosti, se seveda spomnim časov, ko sem sama vodila podmladek in naših idej in aktivnosti, ki smo jih takrat izvajali. Včasih so bile zelo smele in mogoče kdaj tudi malo pretirane, ampak naš predsednik nas je znal potem postaviti na realna tla. Imeli smo idejo, da bi 30.000 listkov vrgali z avionov po Sloveniji, pa rekel, to je pri nas prepovedano. Tako da smo jih potem razdelili v Planici na planiškem prazniku, torej na poletih. In cel kup takih podobnih stvari smo počeli. Enkrat smo prišli do njega in smo rekli, mi bi imeli pa eno akcijo v času, ko je potekala kampanja za NATO. In rekel, ja, v redu, kaj pa bi, ne? Smo rekli, 5000 kondomov bi kupili. In rekel, ja. In potem smo izvedali akcijo, ko smo delili kondome pod geslom v čem sta si podobna kondom in NATO, oba sta varna. Skratka, cel kup. Tako da je moral včasih tudi kakšne naše zelo čudne ali pa take ideje podpirati, ampak jih vedno je. Vedno nas je podpiral tudi ob raznih akcijah, ki smo jih izvajali ob dnevu državnosti, torej v čast naši domovini, od tega, da smo torej zbirali zastave in jih potem delili za dan državnosti, do tega, da smo naredili zastave, torej torte v Sloveniji ob rojstnem dnevu. Po celi Sloveniji so pekli torte z grbom, zastavo, z različnimi simboli državnimi. Izdali smo tudi CD, Čas je za Slovenijo, na katerem je bila slovenska in evropska himna SDS-a in tudi himna SDM-a, ki jo bomo pa jaz slišali na koncu. Mogoče že malo stara, tako da lahko naredite kakšno novo, ampak
Takrat je bilo to kar pomembno, no, in smo se ob tem, ko smo pisali besedilo in tudi glasbo in potem celo posneli CD, kar zelo zabavali, no, in je bil to en tak res dober skupni projekt. Slovenska demokratska mladina je za stranko zelo pomembna. V podmladku smo se kalili mnogi, ki smo danes v aktivni politiki. Iz podmladka prihajajo tudi naši poslanci, Žan, Tomaž, Anže, tudi jaz sem bila 10 let poslanka. In vsi tisti trenutki, vse tisto delo v podmladku seveda da neke izkušnje, ki jih potem lahko s pridom uporabiš. In vsem vam želim, da bi stremeli k temu, da boste tudi vi enkrat ali politiki na lokalni ravni ali na državni ravni, da boste v času, ko še študirate ali pa ko delate v podmladku, pridobivali izkušnje, znanje, vse tisto, kar potrebujete potem za dobro delo v parlamentu. Volitve bodo najbrž kmalu, kar nekaj od vas je tudi kandidatov. Jaz vsem želim uspešno delo tako v podmladku, kot tudi potem v nadaljevanju, ko boste prestari za podmladek v Slovenski demokratski stranki. Danes ob obletnici vam pa seveda čestitam, želim še veliko obletnic, veliko dobrega dela, dobrih prijateljev znotraj stranke in vsega, kar si tudi sami želite. Sedaj pa je zopet čas za malo glasbe. Zato oder predajava ansamblu Gala Kvintet s pesmijo Sanjam o domovini.
današnjemu dogodku pa dajete vi, dragi gostje. Prosim, da se mi na odru pridruži predsednik Slovenske demokratske mladine in poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, Žan Mahnič. Spoštovana podpredsednica Slovenske demokratske stranke, gospa Jelka Godec, spoštovana evropska poslanka Patricija Šulin, generalna sekretarka, gospa Alenka Jeraj, spoštovani poslanski kolega Tomaž Lisec, gospod Olovec, gospa Prevejšek, dragi prijatelji in prijateljice Slovenske demokratske mladine. Zopet je leto naokoli in prav je, da se s prireditvijo, kakršna je današnja, spomnimo rojstnega dela Slovenske demokratske mladine. Ta sega v leto 1989, ko še ni bilo samostojne in neodvisne Republike Slovenije in ko je bila kar drzna ideja to, da se ustanovi neodvisna politična mladinska organizacija, ki ne bo na politični in pa ideološki liniji Zvezo komunistov Slovenije oziroma takratno stranko demokratične prenove, zdaj socialnimi demokrati. Pa vendar naši tisti, ki so vodili takrat podmladek, so premogli ta pogum, ustanovili so podmladek politične stranke, ki je prvi predlagal plebiscit o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji. Takrat smo gledali ne samo na mlade, ampak tudi širše. Želeli smo si Slovenijo, ki bo nekakšna druga Švica, kljub temu, da je ta fraza že znajljena in da je bila prevečkrat zlorabljena. Pa vendarle, izhodišča so bila, da bi se lahko živelo v blaginji in blagostanju za vse državljanke in državljane. K temu tudi danes stremi Slovenska demokratska mladina, kljub temu, da je primarno naše področje političnega delovanja mladinski sektor, pa zagovarjamo tudi in predlagamo številne rešitve, ki se ne tičejo samo mladih, ampak vseh državljank in državljanov. Tudi v letu, ki je za nami, ko smo imeli zadnjo obletnico, 3. soboto v novembru, lansko leto, smo predlagali kar nekaj stvari, tako v Državnem zboru, kot tudi izven njega. Naj spomnim, da smo pred tednom dni vložili spremembe zakona o uravnoteženju javnih financ, s katerim smo predlagali, da se razbije monopol študentske organizacije Slovenije. Verjetno mi ni potrebno tukaj govoriti, kaj ta organizacija počne. Vsi poznate njene poti, predvsem pa stran poti, ampak ta organizacija brez kakršnega koli razpisa dobi 9 milijonov evrov letno. 9 milijonov evrov iz vaših žepov, iz vaših denarnic, iz denarnic tistih, ki delate preko študentskega servisa. Naš predlog je, da se teh 9 milijonov porazdeli drugače, da 42% tega denarja po novem dobi Urad Republike Slovenije za mladino, tako ga bo deležen širši javni sektor, številne mladinske organizacije, ki delujejo tako v državnem interesu, kot tudi tiste, ki nimajo tega statusa. Predlagamo, da se 15% tega denarja da še dodatno, to je približno 700 tisoč evrov v sklad za štipendije. Predlagamo pa, da kljub temu dobrih 30% ostane študentski organizaciji, približno 8% pa da direktno dobijo lokalni študentski klubi. Kljub temu, da ima šol sedaj denar, ki ga daje lokalnim študentskim klubom, bi na ta način oni denar dobili direktno. Zanimivo je, da sem dobil tudi že podporo strani nekaterih strank na levici, ki so v Državnem zboru, da bodo ta predlog podprle. V našem podmladku bomo v prihodnjih nekaj tednih naredili vse, da bi bil ta zakon spravljen pod streho. Poleg tega smo predlagali dvakrat v tem sklicu Državnega zbora ukinitev volonterskih pripravništev. Žal, vladna koalicija ni podprla našega predloga. Slovenska demokratska stranka je skupaj z našim podmladkom v Državnem zboru največji glasnik potrebe po uvedbi dualnega šolskega sistema v srednjih šolah. To se pravi, da si ti praktičen oziroma teoretičen del opravljaš v šoli, praktičnega pa opraviš pri delodajalcu, pri obrtniku. Na ta način bo številni mladi, ki sedaj potem, ko šolo naredijo, ko gredo čez mejo v Avstrijo,
pod vlado Mira Cerarja že 8.000 mladih odšlo v tujino. Samo v tem letu je 13.000 ljudi našlo službo od januarja do septembra v Avstriji, 4.000 se jih je zaposlilo v javnem sektorju, gospodarstvo pa še naprej stagnira oziroma caplja. Na ta način bi številni mladi, ki si že skozi proces šolanja pridobivajo praktične izkušnje pri delodajalcih, dobili tudi pri njih zaposlitev, vsaj bi bilo delodajalcu v interesu, da takega mladega tudi zaposli. Tretja stvar, ki smo jo predlagali tudi na mladinskem področju, je reševanje stanovanjske problematike mladih. Predlagali smo, da se vseh 400 stanovanj, ki so v državni lasti in so nezasedena in ima država z njimi samo strošek, prestavi na Stanovanjski sklad Republike Slovenije in se jih nameni mladim družinam od 35 let starosti. Po neprofitnih najemninah, po 5 letih pa bi lahko, koliko bi bila želja, stanovanje to neprofitno odkupili, vse prejšnje najemnine, ki ste jih plačali v teh 5 letih, pa bi se štele v odkupno ceno. Žal smo bili tudi tukaj zavrnjeni. Predlagali pa smo tudi, da se nič drugega kot spoštuje odločbo Ustavnega sodišča. Vemo, da veliko prahu v Sloveniji dviga privatno šolstvo. Žal, nekateri ne vejo, kaj je javno, kaj je privatno, oziroma kaj je javno in kaj je zasebno. Ne vejo, da se financira, oziroma da ta odločba govori samo o financiranju programov, ne pa tudi vsega drugega. 4 zasebne osnovne šole so v Sloveniji, to je manj kot 1%, 0,8%. Pravijo, da zasebne šole ustvarjajo elito. To ni res. Zdaj jo, zaradi tega, ker morajo starši 20% plačati iz lastnega žepa in tega ne zmorejo vsi. To pride več kot 300 evrov oziroma več kot 700 evrov letno po naših izračunih. Če bi bilo vse financirano programi, tega ne bi bilo potrebno plačevati in tudi te 4 zasebne osnovne šole bi bile na voljo vsem. Tako tistim, ki imajo malo več denarja, kot tudi tistim, ki so žal potisnjeni na socialni rob. Zaradi tega smo vložili tudi interpelacijo proti ministrici za izobraževanje, vendar žal se na tem področju še danes ni nič zgodilo. Jaz bi se na tem mestu zahvalil svojima kolegoma poslancema, vsi trije smo v odboru skupaj z Jelko in Tomažem za izobraževanje. Nikoli ni problem, kadarkoli pridem s kakšnim predlogom, ki smo ga prej obravnavali na podmladku, da bi temu odprli, tudi naša stališča se upoštevajo, kar je direkten link med Slovensko demokratsko mladino in pa državnim zborom. Časi, v katerih živijo, nam prinašajo mnoge izzive. Eden od teh izzivov bo ne za nas, ampak za tudi avstrijsko mladino jutri, ko bodo volitve predsedniške v Avstriji. Verjetno vsi veste, kaj se je zgodilo na referendumu o izstopu Britanije iz Evropske unije. V Združenih državah Amerike je nepričakovano, pa vendarle za nekatere, tudi za osebno, pričakovano zmagal Donald Trump. Dobro kaže konzervativcem v Franciji. Konzervativci so zmagali na Hrvaškem, zmagali so pred kratkim tudi v Španiji. Čas, ki je čas, ki prinaša številne spremembe, ki bo na novo premešal karte v smislu geostrateške in pa geopolitične situacije. In tudi mladi moramo biti jasni in glasni. Vse te dogodke, ki sem jih naštel, vse te volitve, ki so se zgodile v zadnjem letu, v letu, odkar smo imeli na zadnje obletnice, dokazuje samo eno. Vrednote in pa svet je v krizi, državljanke in državljani se znova obračajo nazaj k konzervativnim strankam. Čas je za konzervativce. Konzervativci smo tisti, ki imamo prave vrednote, liberalci vrednot sploh nimajo, socialisti imajo pa vrednote popačene. Kajti, če bi socialisti vedeli, kaj zagovarjajo, ne bi bili socialisti, to je že rekel August Friedrich von Hayek, ki je napisal znamenito Pot v hlapčevstvo in vam svetujem, da si jo preberete. Vrednote, ki jih danes potrebujemo, ki jih imamo konzervativci, vendar pa so včasih, se zdi, da so malo preživele, sploh za mlade, jih lahko strnemo v 3 besede. Mati, domovina, Bog. Oziroma družina, Bog in Bog. Vse te 3 vrednote so danes ogrožene. Bog oziroma rimokatoliška vera strani islama, domovina
oziroma država strani ilegalnih migracij, strani Rusije, nestabilnega Bližnjega vzhoda in pa Severa Afrike, in pa družina strani sprevržene LGBT ideologije, kateri pa smo jasen signal poslali pred enim letom, ko smo na referendumu s kar 400 000 glasovi odločili, da ne želimo eksperimentiranja s tradicionalno družino, da si želimo družino, v kateri so oče, mati in pa otroci. To nam je uspelo tudi z borbo našega podmladka, saj smo bili v kampanji aktivni. Veliko pa bo potrebno storiti, da to stvar še naprej obvarujemo. Veliko bo treba storiti tudi to, da se dnevna politika izvaja v skladu z vsemi tremi vrednotami. Jelenka je prej primerjala Zvezo NATO s kondomom. Jaz bi celo rekel, da je Zveza NATO še bolj varna. Zveza NATO je trenutno edina organizacija na svetu, to je najmočnejša vojaška organizacija v zgodovini človeštva, ki deluje tako, kot mora, ki deluje brezhibno. Žal tega ne moremo trditi za Evropsko unijo, niti za Organizacijo Združenih narodov. In Zveza NATO je tista, ki bo odigrala pomembno vlogo v prihodnosti in prav je, da se zoperstavimo tudi mladi, ki smo takrat jasno zagovarjali splošno geslo pred referendumom varni doma v Evropi, varni v NATO, da jasno povemo, da NATO ni nobena fašistična in pa zločinska organizacija, ampak da je NATO organizacija, ki varuje demokracijo in ki varuje svobodo. Da je to obrambna organizacija, ki jasno pove, da tukaj lahko greste, naprej ne morete. Če ima kdo s tem problem, govorimo o predsedniku Rusije Putinu, naj prestopi to mejo in vidimo, kam ga bo to pripeljalo. Sam kot član parlamentarne skupščine Zveze NATO vem, kako je ta organizacija pripravljena, kakšne so njene politike in verjemite mi, da to organizacijo še kako potrebuje. Prihodnji čas bo čas sprememb, prepričan sem, da bo čas sprememb na bolje. Tudi za naš podmladek prihajajo številni izzivi. Veseli me, da se nas je danes tukaj nabrala polna dvorana. Številne med vami, ki ste tukaj, smo v tem letu evidentirali kot kandidate za poslance na naslednjih državnozborskih volitvah. Prepričan sem, da bomo tudi v podmladku znali svoj del odgovornosti prevzeti na svojo stran, takrat, ko bo to potrebno, takrat, ko nas bo stranka potrebovala in v ta namen bomo tudi v prihodnjem letu začeli pripravljati program na področju mladih za volitve, ki bo vključeval vse te rešitve, ki smo jih že predstavili in tiste, ki jih še bomo. Hvala vam, da ste danes prišli. Želim vam še lep preostanek večera. Hvala Slovenski demokratski stranki, mojim kolegom in kolegicam, ki nas vedno podpirate, ki praktično brez pregovarjanj ugodite vsaki naši muhi. Tukaj se zahvaljujem predvsem Alenki, ki mislim, da si zasluži en aplavz. In pa drugega, kot pa se priporočamo za naprej, itak ne morem reči. Hvala vsem, da ste danes tukaj in pa želim vam lep večer še naprej. Na oder pa vabiva evropsko poslanko, gospod Patricijo Šulin. Beseda vaša. Dober večer tudi v mojem imenu. Najprej čestitke ob tako lepi obletnici, ob 27. obletnici, ki je starejša kot marsikdo med vami. Tako da želim tudi še naprej praznovanja v tako velikem številu. V Evropski uniji je kar veliko izzivov. Med drugimi ste predvsem v veliki pozornosti tudi mladi. V tem tednu smo v Evropskem parlamentu sprejeli proračun za leto 2017, ki vključuje povečanje sredstev prav na točki zaposlovanja mladih.
kajti na celotni ravni Evropske unije je kar 7 milijonov mladih brezposelnih starih do 25 let, tako da je bilo to postavko nujno povečati. Več sredstev gre tudi za Erasmus, infrastrukturo, inovacije in raziskave, pa seveda tudi za potrebe reševanja migracij. Prej je Žan omenil volitve v Avstriji. Teh volitev je kar veliko, ki bodo zaznamovale ta evropski prostor. Jutri, torej v nedeljo, se bo v Italiji odvijal referendum o ustavnih spremembah, ki je pravzaprav Renzijev referendum, s katerim predlaga tudi to, da se njihov senat iz 315 torej senatorjev zmanjša na 100 senatorjev in da se veliko pristojnosti iz pokrajin seli v Rim. To za naše Slovence v zamejstvu pomeni, da kolikor bo ta referendum torej potrjen, pomeni najmanj to, da ne bomo imeli Slovenci več predstavnika v Rimu, kajti to bo ob vseh teh zahtevah nemogoče doseči. Sicer Renzi veže tudi svojo zaupnico, vkolikor torej referendum ne bo sprejet, torej da bo odstopil kot predsednik vlade. Tako da se tudi ta italijanska politika nekoliko igra v teh turbulentnih časih. Torej počakajmo na jutrejšnji izid. Italijanska, tudi sicer politična scena je že nekaj desetletij negotova in zaradi tega je tudi njihovo gospodarstvo zelo šibko. Marca prihodnje leto bodo volitve na Nizozemskem, maja potem predsedniške v Franciji in septembra v Nemčiji. To so pomembne volitve za celoten evropski prostor. Jaz sama želim, da bi na državnozborskih volitvah v Sloveniji bilo čim več mladih slovenskih demokratov. 2018 bodo lokalne volitve, tako da vas pozivam, da se vključite in pridružite tem listam, torej po občinskih svetih. Mladi imate nove ideje, nova znanja, nek nov širši pogled na svet, tako da ste zmeraj nepogrešljiva in tudi dodana vrednost na vseh ravneh politike. Čez teden dni bomo obeležili Svetovni dan človekovih pravic in prav mir, pravica in tudi vse, kar sodi zdraven, so naš temelj, ki ni samoumeven. Zato vam polagam na srce, da se za to zmeraj zavzemate, kajti kot smo tudi sami priča, ne samo v Evropi, tudi v sami Sloveniji se še prevelikokrat zgodi kršenje človekovih pravic. 26. decembra bomo praznovali dan samostojnosti in enotnosti. Praznujmo ga ponosno, za spoštovanjem do lastne domovine. Na svojih domovih razobesimo slovenske zastave. Ob koncu vam želim prijeten večer. Tlakujte pošteno, demokratično in evropsko pot. Hvala lepa. K besedi pa vabiva tudi podpredsednico Slovenske demokratske stranke, gospo Jelko Godec. Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav seveda najprej predsedniku Slovenske demokratske mladine, kolegu Žanu, vsem ostalim gostom. Včasih je kar malo mi žal, da sem že stara, da ne moram biti v SDM. Potem ponovadi moram samo takšne slavnostne govore imeti, bi raje bila tudi na kakšni njihovi zabavi. Zdaj, jaz sem rekla, jaz v prejšnjem poklicu bila učiteljica in vedno sem rada delala predvsem s tistimi, ki so bili nekako izven povprečja. Predvsem dijaki, ki
so izstopali iz povprečja. Zakaj? Zato, ker so mislili svojo glavo. To so bili vedno dijaki, ki torej se niso vdali v tiste tirnice našega izobraževalnega sistema, ki so iz njih delali povprečje, sredino, torej je potrebno, da vsi enako mislimo, če ker drugače misli, je bil pač malo čuden, ne? In nekako se mi zdi, da danes tukaj sedijo tudi takšni dijaki, ki so iz povprečja, oziroma mladi slovenski demokrati, ki so iz povprečja slovenske mladine, ki danes v našem šolskem sistemu še vedno, torej v javnem šolstvu doživlja tisto, kar je pred nekaj leti, pred desetletji. Torej vsi enako mislimo, bodimo povprečje, sredina in to je dobro. Že to, kar je povedala Alenka, je jasno, da v slovenski demokratski mladini ni bilo nikoli povprečja, ampak da je bilo vedno izstopanje v tisto pozitivno smer. Že to, da je SDM predlagala torej, referendum o samostojnosti Slovenije, že takrat so se torej slovenski demokrati mladi zavedali, da je potrebno nekaj narediti, torej, da je potrebno samostojna Slovenija. Vendar pa je vprašanje, ali danes mladi je nekaj drugače, kot je bilo recimo 70 let nazaj, 25 let nazaj. Torej, po drugi svetovni vojni pa 70 letih so mladi odhajali v tujino. Tujino zato, za boljšim življenjem, zaradi svoje eksistence, zaradi tega, torej, da bi preživeli, da bi imeli delo. Danes smo leta 2016, pa v bistvu se zadeve dogajajo enako. Mladi odhajajo v tujino, mladi odhajajo za kruhom, doma pač ostaja spet isto povprečje. Poznam kar nekaj mladih, tudi zdravniških vrst, zdaj predvsem, ker se ukvarjam z zdravstvom, ki so dejali, da so tam nekje leta 2010 obupali nad našim sistemom, ki jim ni dal možnosti, kjer so videli, bom rekla, se lepo izrazim, grde zadeve v korupciji, povezane s korupcijo, ki mi danes v bistvu tudi pomagajo te zadeve raziskovati, ker so videli, kako se elite bogatijo na račun nas, oziroma davkoplačevalskega denarja, ker enostavno več niso dovolili zaradi tega delati in danes delajo v tujini. In kaj odgovorijo, ker rečeš, ali mogoče pač pridete nazaj v Slovenijo, ko bodo končno enkrat te volitve pravične in bodo dale tudi oblast oziroma vlado desnim strankam, pravijo nikoli več. Nikoli več, ker za časa mojega življenja vprašanje, če bomo uspeli vse te elite, ki so se okoriščale in se še danes okoriščajo, nekako odstraniti. Jaz pa verjamem, da nam bo to uspelo. Pa če ne, torej za časa mojega življenja jaz verjamem, da ste vsi toliko mladi še, da boste te stvari definitivno spremenili in zato so prihodnje volitve, da se mladi vključite v te volitve, da pozovete tudi svoje vrstnike, ki so danes, saj zdi se mi, zelo apatični, tudi na naši strani, da ne gredo na volitve, ker pravijo, da se še do zdaj ni nič spremenilo. Kljub temu, da so bili na volitvah, volili se ni nič spremenilo, ampak treba je seveda vztrajati, tako kot smo vztrajali do sedaj, vztrajati treba naprej. Vztrajati treba tudi pri spremembah, ki jih je Žan omenjal, da v državnem zboru, recimo, smo že, ne vem, trikrat vložili zakon za dualnem sistemu, da smo vložili tudi spremembo oziroma zakona, kjer govori o financiranju zasebnih šol, ki so največja grožnja očitno v našem izobraževalnem sistemu, tako kot je bilo rečeno, 4 šole so, ki ne vzgajajo elit, ampak pač učijo poštenje, torej tiste vrednote, ki jih zagovarjamo tudi mi, poštenje, pravičnost, družina, predvsem družina, je tista, na kateri treba graditi. In treba je povedati tudi to, da se danes torej morate boriti tudi s tem, da v Sloveniji beležimo padanje rojstev, padanje torej števila mladih, da je to problem, na drugi strani pa problem torej ta, da nam druga strana ali pa levičarji želijo
siliti na vsak način neko drugo ideologijo oziroma zakon, s katerim bi izenačili torej istospolne partnerske zveze z družino, kot jo mi poznamo oziroma katera je naša vrednota. Torej imamo bojišča na različnih poljih, zato je potrebno vztrajati. Treba je delati tudi na število rojstev, to Učežan ve, ker je iz Poljanske doline, tam ima največjo rodnost, bomo lahko Žanka razloži, kaj zadeve, ampak glejte, v Sloveniji torej pada število rojstev, pada teh slovenskih družin in tukaj je zadeva, oziroma je potrebno se boriti. Boriti tudi na področju izobraževanja in pa na ustavljanju teh elit, ki se že od nekdaj bogatijo od, če se spomnim iz svojih časov, mi smo šepetali, tako kot je naši himni, oziroma starši so nam šepetali različne zgodbe, teh zgodbah smo rasli. Hkrati smo gledali, kako nekateri imajo vse, mi pa smo stali v vrstah, kar danes pravijo, da ni res, smo stali v vrstah za različne dobrine. Ampak danes dobro ne stojimo v vrstah, še vedno pa imamo neke elite, ki se bogatijo, otroke teh elit, ki se šolajo v tujini v zasebnih šolah, pri nas pa te zasebne šole preganjajo. Tako da kar nekaj izzivov je za mlade. Jaz vam v tem časih, v poletnih časih, ker se pripravljajo tudi volitve, želim, da bi ostali pogumni, da bi na tej poti našli, oziroma na to pot postavili tudi svoje sovrstnike, tudi druge, ki še vedno omagujejo. In v bližajočih praznikih vam želim veliko lepega v družini, v krogu družine, da v krogu družine preživite božične praznike. V novem letu 2017 pa verjetno čim večji obisk na volitvah in da končno torej preobrnemo stvar na, ne bom rekla na pravo pot, ker to rečejo tam v drugi, torej v SMC, ampak da postavimo stvari na svoje mesto. Najlepša hvala za mobilo in še leta. Hvala. Besedi pa sledi pesem. Tvoje ime je Slovenija v izvedbi Mjavkic. Pa ne še jaz spregovorim par besed. Tole pesem smo mi same, torej avtorska pesem je. Mi same smo jo napisali. Z namenom, da tudi me ozavestimo nas, Slovence, kako lepo deželo imamo, da naj cenimo, pa predvsem, jaz bi položila na srce, budimo složni in imejmo se radi. Predvsem budimo složni. Tvoje ime Slovenija, čisto sveža skladbica, glasbene skupine Mjav. Še spomnim se nekoč, nekdaj, misel vleče me v kraj, kjer mala punčka s kitkami odpre oči. V jutru svitih gora, narava je res čudežna, a leta preč so šla, tujina pravljico zlagano da. Tvoje ime Slovenija, skrito srce,
Sedaj pa k pozdravnem nagovoru vabim gospoda Tina Kampla, predsednika Mladinskega sveta Slovenije. Dragi SDM-ovci, ene iskrene čestitke v mojem imenu in pa v imenu celotnega Mladinskega sveta Slovenije. Vedno mi je veselje se udeleževati tovrstnih aktivnosti oziroma obeleži, ko naše organizacije članice praznujejo. Mi na MSS smo ponosni praktično na vse organizacije, to pa zato, ker kaže, da kljub težkim razmeram za mlade v Sloveniji ve ustrajate, da svojim aktivnim delom prispevate tako krepitvi sebe, krepitvi vaše organizacije in pa krepitvi družbe nasploh. Vizijo, ki jo imamo mladi, je za družbo neprecenljivega pomena. In izkazovati to vizijo navzven in jo zagovarjati tisto, kar naša družba potrebuje. Pa imeti hkrati v mislih tudi to, da interesi mladih so različni in da ne moremo govoriti, da smo mladi vsi enaki, da imamo vsi enake interese daleč od tega. Smo pa mladi dovolj pametni, oziroma tisti mladi, ki se združujemo, tisti mladi, ki vemo, kaj želimo doseči, tako znotraj vaše matične organizacije in pa potem tudi navzgor z učlanjevanjem v višje strukture, kot je Mladinski svet Slovenije, da znamo prepoznati tiste skupne interese, tisti skupni minimalni imenovalec vseh nas mladih, da si izborimo tisti prostor, v katerem bomo lahko razvijali naše ideje, lahko razvijali naše potencijale in na tak način vračali družbi kot najbolje znamo. Ne bom dolgovezil, tisto, kar želim izpostaviti, je, da so nas, oziroma so starejših generacij velikokrat polne uste, da smo mladi prihodnost. Vendar te iste generacije hkrati pozabljajo na to, da smo mladi tudi sedanjost, da smo mladi tukaj in zdaj. In da je potrebno mladim dati priložnost že zdaj, da je potrebno v mlade vlagati že danes in ne te besede prenašati na kasnejše leta. In na to pozicijo, oziroma na to razmerje mladih in odraslih, mladih in starejših, je potrebno gledati skozi perspektivo medgeneracijske solidarnosti in tudi kdaj za dobrobit katere druge generacije se odreči privilegijem, ki jih imamo, oziroma jih imajo starejše generacije. In eno zelo zanimivo sporočilo so dali mladi zdravniki, danes so bili že izpostavljeni v trenutni stavki oziroma v podpisovanju sporazuma med vlado in pa Fidesom, da smo mladi prevečkrat tisti, ki smo izkoriščeni oziroma smatrani kot tisti, ki bomo delali za to, da bodo nekateri drugi, ponavadi so te neke druge elite, ki so bile omenjene, uživali koristi, ki so zasajeni oziroma ki zrastejo na naših plečih oziroma na našem delu. Tako da, jaz vam želim uspešen boj tudi z starejšimi generacijami, čeprav vidim, da v vaši organizaciji oziroma v vaši stranki te stvari očitno relativno dobro potekajo. Tudi dan je pomembnih pokazateljev, da mladi imate prostor, da poveste svoje mnenje, da ste slišani in pa da ste tudi zastopani v organih. Ampak dajmo ta zgled širiti tudi navzven, dajmo družbi kot celoti pokazati, kje mladi smo in kaj od mladih pričakujemo in to, kar od mladih pričakujemo, jim tudi dajmo. Vsem želim uspešno oziroma prijetno praznovanje danes in pa uspešno delo tudi v bodoče. Pozdravljam na govoru, pa vabiva tudi gospoda Daniela Valentineja, predsednika Nove generacije, podmladka Slovenske ljudske stranke. Lepo pozdravljeni. Veseli me, da sem jaz danes tukaj v vaši sredini. Še posebej bi se rad zahvalil predsedniku SDM-a, gospodu Žanu Mahniču, da sem tukaj z vami.
Pozdravil bi pa tudi rad svojega prijatelja, podpredsednika našega glavnega odbora Nove generacije, Aleksandra Krauterja. S tem krajem imamo v naši stranki posebno navezo, saj je dolga leta tu županoval gospod Franc Bogovič, evropski poslanec in tudi dolgoletni župan tukaj, se pravi tudi nekdanji predsednik stranke. In tudi sedanji župan je prav tako član naše stranke. Menim, da smo skupaj SDM in mi imeli veliko skupnega sodelovanja v preteklosti in da ga bomo imeli tudi veliko še v prihodnosti, saj veliko možnosti še odprtih, lahko delamo na skupnih projektih in podobno. Menim, da Slovenija potrebuje naše delo desne sredine in da je socialistična miselnost nevarna in strup za našo državo, saj vodi v hlapčevstvo. Davki, ki dušijo gospodarstvo, nezdravo zadolževanje in razsipanje z državnim denarjem vodita v nek neracionalen položaj. Mi pa hočemo biti gospodarji na svoji zemlji. To je ta gospodarska miselnost, ki nas združuje. Prav tako se strinjam z mnenjem SDM glede funkcionarjev ŠOS-a, ki že meji na rob korupcije. Če nekako zaključim, mislim, da se bomo danes imeli še fino, da bomo uživali in hvala za pozornost. Hvala. Sedaj pa je zopet čas za malo glasbe. Na oder vabiva ansambel Gala Quintet. Slovenski politični prostor je številčen, ni pa raznolik. V letu 2017 nas čakajo predsedniške volitve.
No, najverjetneje tudi državno-zborske. Mi smo pripravljeni. Slovenska demokratska stranka je pripravljena. Imamo pogum, imamo izkušnje in imamo usposobljen kader. Novo nastajajoče stranke z novimi obrazi so zgolj podaljšek ali nadomestek komunistične garniture, kateri smo že na volitvah leta 1990 rekli odločen in jasen ne. Kljub medijski podpori, ki jo ti novi obrazi, oziroma bolje rečeno preoblečeni obrazi uživajo, ostaja Slovenska demokratska stranka in z njo Slovenska demokratska mladina edina prava izbira. K sreči pa je svež veter zavel tudi na medijskem prostoru. Z nastankom nove 24 TV resnica ne ostaja več skrita. Ker drugi zamolčijo, nova 24 TV objavi. Slovenska demokratska stranka predstavlja politično opcijo, ki gleda v prihodnost, za mlade in za dostojno življenje ter pravično družbo. Smo stranka vrednot, ki s ponosom izkazuje ljubezen do naše domovine. Mlad poslanec Žan Mahnič predstavlja slovensko demokratsko mladino na najboljši možen način kot poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije. To je tudi jasen signal, da mladi ne bomo dovolili, da nam samo imenovana elita kroji prihodnost. Smo najštevilčnejši podmladek, naše pobude pa so vredno toliko kot izkušnje starih. Zato se na tem mestu zahvaljujem predsedniku Slovenske demokratske stranke Janezu Janši, podpredsednici Slovenske demokratske stranke gospe Jelki Godec, generalni sekretarki gospe Alenki Jeraj, evropskim in nacionalnim poslancem, predsednikom odborom in vsem tistim, ki nas podpirate in nam omogočate, da sooblikujemo našo prihodnost. Hvala za zaupanje. Se udeležili 27. obletnice Slovenske demokratske mladine. Toliko mladih je dokaz več, da mladi nismo pasivni opazovalci, ampak da nam je za stvar. Veš, Aleš, tudi meni je za stvar, zato sem se odločila, da mogoče stvar vzamem malček v svoje roke in pisala Miklavžu, ki je že pred vrati. Ja, kaj smo pa napisala? Veš, pisala sem mu, če seveda bi bilo mogoče, da bi imela naša vlada v novih 4 letih usposobljen kader. Ampak se mi zdi, da mu lahko to kar sami povemo. Lepo pozdravljeni, dragi otroci. Samo nekaj vam bom povedal. Tudi Miklavž se včasih zmoti. Leta 2011 je prav na Miklavžu bod zmagal Jankovič, ne? Sem se zmotil pač. Se zgodi. Imam pa eno malo zadevo, bo tale Snežinka tole razdelila, kar pojdi. Pa ni bilo veliko pisem z vaše strani, ampak še je čas, drugo leto, pa bomo kaj v resničili. Hvala lepa. Sedaj pa na oder vabim še predsednika Slovenske demokratske mladine Žana Mahniča, da mogoče Miklavžu pomaga razdeliti kakšna darila. A jih imaš s seboj? Aha, jih je pozabil na oči, mogoče na sane.
Žan, kaj s strico Miklavžu, kaj si želiš? Edina stvar, ki si jo želim, je, da bi naslednje obletnice bile obiskane v takšnem številu in s takšnim odličnim programom, kot je bila današnja, in pa da današnji večer ne bo prav hiter minil, ker, kakor jaz vem, kakor je praksa, bo ura hiter polnoč ali pa celo ena, ko se bomo začeli zbirati, ali bomo še vse, ali bomo še šli. Tako da, nej čas, čim počasneje mine v naslednjih 3-4 urah. Dobro, zdaj, ker je Miklavž že bilo glasbo, pa kar jaz rekel, sicer sem bil zagovornico navajen govoriti, ampak vse. Jaz bi se še enkrat vsem zahvalil, posebno lepo bi se zahvalil naslednjim osebam, pa bi jih prosil, da pridejo na oder. Najprej naša podpredsednica in pa moja poslanska kolegica, gospa Jelka Godec. Naslednjo na oder vabim poslanko v Evropskem parlamentu, gospod Patricijo Šulin. Naslednjo bi na oder povabil častno predsednico SDM-ja, eno izmed mojih predhodnic, gospod Lenko Jeraj, generalna sekretarka naše stranke. Vabim, da se mi pridruži tudi generalni sekretar Slovenske demokratske mladine, prvi operativc, prvi, ki se mi javi na telefone, kadar ga rabim, Matej Zorko, pet gor. Vabil bi še članico izvršilnega odbora, tisto, da tudi vmes med prireditvijo skači levo, desno, vse rikta, najbolj je ta praktično obremenjena z eno prireditev prej, ker smo jo tudi imeli letos zelo veliko naš festival, Karmin Kosmos. Na oder bi povabil, to je bila ena zanimiva štorija. Zdaj, na moji levi in na moji desni v parlamentu sedita na desni Nada Brinovšek, na levi Tomaž Lisec, oba sta ogrožena. Takrat, kadar maham med govori, pa vendar le se spomnim, s Tomažem so se pogovarjala, sem rekel, boš imel čas, da prideš na obletnico. Rekel, ja, verjetno bom. No, pol je pa lih, tam je bila ena poslanka iz SMC, je razpravljala oziroma brala, ker drugače tako ne znajo. Pa sem šel na Facebook in sem pogledal, ker je Janez rekel, da bo spet Mjavkice pele in grem gledati njihovo spletno stran in Tomaž ti stoji to reče, ko so pa to za ene. Rekel, lej, ti boš pa videl, bojo pa pele, če boš na obletnico prišel. Rekel, pridem sigurno. Tomaž, pridem. Zdaj bi pa jaz se zahvalil tudi našima dvema povezovalcama. Mislim, da sta odlično opravila nalogo. S tem se je kaj to posavski naglas, kako se tukaj reče, krški naglas. Tako da res hvala obema. Ja, zdaj pa še Žan prije na vrsto. Hvala, Žan, za vse napore, ki si jih dal. Mislim, da že število rož pove, ne, da je bilo tega veliko. Dobiš belo. Hvala lepa.
zdaj pa še zadnja zahvala, pa ni roža, je nekaj bolj konkretnega. Skratka, že prej sem govoril, katere projekte smo izpeljali v letošnjem letu, predvsem tiste, ki so imeli vpliv na delovanje državnega zbora. Letos so bili tudi večji projekti, vsi se verjetno še spomnite festivala SDM na Vranskem. Zbirali smo podpise za ukinitev vrtnega prispevka. Odlično ekipo smo imeli na letnih športnih igrah. Po dolgih časih smo tudi dobili pokal, ravno ekipa SDM, ki je bila večinsko predstavljena oziroma zasedba je bila ravno iz teh koncev, iz Krškega. Da ne govorimo o številnih drugih dogodkih in aktivnostih, ki smo jih imeli. In pri vseh teh aktivnostih, predvsem pa danes tukaj, je bil glavni organizator, član izvršilnega odbora in pa moj tudi osebni prijatelj Janez Olovec. Janez, jaz se ti iskreno zahvaljujem za tvoj angažma, si iz prelepih koncev. Janez Olovec je tudi eden izmed tistih, ki ga je Slovenska demokratska mladina evidentirala kot kandidata za poslanca. Leta 2011 smo že imeli iz SDM-ja tukaj kandidatko za poslanko, gospodično Samanto Sršen. Dobila je več kot 300 glasov, več kot 3000 glasov, mislim, da vsega skupaj enkrat več kot aktualni takratni župan, gospod Bogovič, ki je bil izvoljen. Ampak ker je slovenski volilni sistem tak, kot je, ker ni večinski, ker je izkrivljen, je bil v parlament prišel tisti, ki je dobil enkrat manj glasov. Tudi to nas še čaka enkrat v prihodnje. In Janez, jaz se ti zahvaljujem za vse. Zahvaljujem se tudi številnim tvojim prijateljem, ki so danes tukaj, ki te podpirajo, ki ti pomagajo, ki zmeraj pridajo od kode. Jaz ti želim vse dobro, se ti zahvaljujem in računam na te še naprej. Skratka, na koncu še generalna zahvala vsem vam, nikamor se nam danes še ne mudi. Hvala, da ste prišli. Kot sem že prej rekel, v prihodnje bojo še številni izzivi, številne prireditve, še nekaterih potreba, udeležba, da se pokažemo kot mladi, ki nam ni vseeno, kljub temu, da želijo nekateri to prikazati drugače. Ne ukvarjamo se s preteklostjo, vsaj s tistim delom ne, ki ni potreben, številni deli so potrebni, zaradi tega je potreben tudi pogled nazaj, ker nazaj smo predvsem so naredili veliko stvari narobe in to je potrebno pač po 25 letih popraviti. Imamo pa tudi program za danes, predvsem pa imamo program že za naprej. Skratka, še enkrat hvala vsem skupaj, bodite ponosni, da ste Slovenci, bodite ponosni, da ste konzervativci, dobro zabavo, potem pa srečno bo domov. Hvala. Vsi pa ste zdaj vljudno vabljeni na prijetno druženje in pogostitev. Manjkala pa ne bo niti torta. Se vidimo zopet prihodnje leto.